Most je poškodovale so zadnje visoke vode in pa nabralo se je pod mostom ogromno naplavin, tako da je eno polje dejansko pilotov je zdaj odneslo. Občina je že v mesecu novembru naročila geološko-geomehanske raziskave, tako da imamo zdaj vse podatke dejansko o dnu struge reke Krke. Pripravili smo že projektno nalogo in na podlagi teh geomehanskih raziskav in pa projektne naloge bomo zdaj v mesecu januarju objavili javno naročilo. Javno naročilo bo vsebovalo tako projektiranje novega mostu, kot tudi samo izvedbo oziroma gradbena dela. Most bo popolnoma nov in bo zelo podoben mostu v Cerkljah ob Krki, ki smo ga zgradili pred 2 leti. Bo še zmeraj lesen most, malo bo razširjen, širina mosta bo zdaj 4 metre, se pravi širina voziščne konstrukcije. Mi predvidevamo, če bomo uspešni v tem javnem naročilu, da dobimo izvajalca, predvidevamo, da bi z deli začeli nekje meseca, ne vem, maj, junij in pa končali nekje septembra. V proračunu za leto 2023, ki ga imamo že sprejetega, imamo zagotovljenih 600 000 evrov lastnih sredstev. Zdaj dogovarjamo se z Ministrstvom za obrambo, se pravi, smo tik pred podpisom dodatka 4 k dogovoru o medsebojnem sodelovanju pri posodobitvi vojaškega letališča Cerklje ob Krki, tako da predvidevamo, da bomo dobili za most približno 70% sredstev financiranih strani Ministrstva za obrambo. Most ni zaščiten, ni pod režimom kulturno-varstvenem, tako da, ampak nekako je dogovor z domačini oziroma želja domačinov je bilo, da se most ohrani še zmeraj v osnovnem izgledu, tako da bo lesen most. S tem, da bo spodnja nosilna konstrukcija enako kot pri mostu v Cerkljah ob Krki, bo kovinska. Največji problem pri teh mostovih na Borštu je bilo zmeraj to, da te nosilni piloti niso bili nikoli zabiti dovolj globoko. In zdaj te geološko-geomehanske raziskave so pokazale, da mora biti temeljenje pod dnom reke Krke globoko od 4,5 do 6 metrov bo temeljeno. To je bil osnovni problem pri vseh mostovih do zdaj, ker so se dejansko posedili. Pa še ena stvar bo, ki bo malo drugačna, razpon med nosilnimi temi skupinami pilotov bo zdaj precej večji. Na obstoječem mostu je okrog 6,5 do 7 metrov, na novem mostu bo pa tako isto kot na mostu v Cerkljah, bo 9-metrski razpon. Tako da se tudi te naplavine in to plavje ne bo zaustavljalo na mostu.